Torej, Mojca, na začetku, zakaj kolaž, zakaj si izbrala to tehniko, kaj ti pomeni? Najprej za začetek bom malo prekršila protokol in se lepo zahvala maestru Dejanu in tistemu, ki je izbral, ki je določil glasbeni izbor. Zdaj sumim na vaju dve, ki radi ohata po mojem Facebooku. Mislim, ne vem, da je prav na sporedu Astor Piazzolla, ki je eden mojih najljubših. Je malo prehudo na ključe, no mogoče Herman kaj posredoval v glavnem Dejanu, hvala. Zdaj pa zakaj kolaž? Kolaž je ena stvar, ki preprosto mi je nekako tako enostavna, tako kompleksna, kakor življenje. No, s kolažem se hote ali ne hote ukvarjam, mislim, da vsi. Jaz pa sploh tako že od otroštva, tako da bomo malo klasiki, že kot otrok sem rada rezala slikice in jih lepila skupaj, to je res. To je res, vse zvezke sem imela lepo urejene, polepljene in tako. In potem pa skozi življenje in skozi študij, ko v bistvu spoznavaš pač zgodovino likovne umetnosti in tako naprej in te dejansko začne zanimati in vleč kreiranje neke nove realnosti, sploh ko ugotoviš, da recimo se je resnična tista zaresna umetnost, v katero hočemo verjeti in z njo naprej začela z Malevičem pa s konstruktivizmom in temi stvarmi. Vidiš tudi, da verjetno tudi brez uporabe kolaža mogoče to ne bi šlo tako zlahka. Dejstvo je, da tisti, ki se ukvarjamo s kolažem, počnemo to pretežno na dva načina. Eden je tak surov, grob kolaž, kakor je ta moj, ki dejansko zelo nič ne prikriva, da so različne stvari skupaj sestavljene, ker je pač to namenoma. In dejansko ne uporabljam tehnike kolaža samo kot neko slikarsko tehniko, ker bi skupaj zlagala barvne ploskve in delala neko novo kompozicijo. Mene zelo zanima tudi čist na nek način literarni pomen, zato pa v situacijah, kjer hočem z umetnostjo opozoriti še na nekaj več kot samo neko svoje intimno doživljanje, ne vem, srečnih dni, sončnih zahodov ali pa neke temačnosti, uporabim to. Predvsem tudi zaradi gledalca samega, ker mislim, se mi zdi zelo zabavno, ljudi malo prisiliti, da neke podobe, ki jih poznajo iz določenih kontekstov, najdejo v nekih novih kontekstih, ki včasih mi ratejo celo kakšni, se mi zdi kar duhoviti, nekateri so še bolj patetični, kakor je realnost sama, in mi je pač zanimivo s tem se igrati. In če bi to počela na nek tak mimetičen način, v obliki ilustracije, v nekih drugih tehnikah, ne vem, če pomislimo, da so v baroku cele biblične prizore upodabljali, mislim, na ogromnih oljnih slikah, ki so nastajale po več let, ampak to so tudi prizori, ki so govorili o nekem božanskem, pa o večnosti, pa o velikih bitkah, ki so trajale več let. No, zdaj tega časa več nimamo. Zdaj enostavno mi nimamo več časa, mislim, da živeti tako dolgo in na počasi, ampak živimo bistveno bolj na hitro, z večjimi informacijami smo obdani. Življenje se, tako kot si povedala, z vojnami, politiko, korono in drugimi zadevami nam lahko zelo na hitro obrača. Tudi mislim, da ga mi tako zajemamo, na hitro si nove hobije umislimo, menjamo službe, prostore, bivanja, letimo po celem svetu, zaradi tega pač se mi zdi potem tudi za mojemu življenju, kljub temu, da sem precej še počasnež, pa zapeč, kar sicer ustreza to, ker je zadeva hitro narejena, praktično zastojn in dejansko, če hočem govoriti o svetu, ki me obdaja, se mi zdi edino pravično, da jemljem tudi materialno iz tega sveta. In tukaj vidite, poleg seveda mojih osebnih in od prijateljev in od teh najdenih delov cigaretnih škatlic, teh sličic, enostavno prizore iz dnevnega časopisja. V bistvu nič ni
reproducirano, ne? Vse je realno, mogoče tudi kakšna fotokopija, ampak v glavnem vse je tisto, kar me obdaja vsakodnevno, tako kot me tudi življenje obdaja, ne? Potem nekako vsak dan zložim skupaj neke vtise. Do danes si naredila koliko teh kolažev? Danes so zvečer bomo objavila 250, so vsi, moram povedati tako, niso to zdaj vsi v fizični obliki kolaži, čeprav večina jih je, okrog 250 jih je. Šlo je bolj za, v začetku je izgledalo, da bo to ta projekt samo virtualno živel en čas, dokler jaz ne bom velika in bogata in si bom končno naredila. Namreč, ne vem, če to gledalci vejo, ko so se začele tele podobice na tobačnih izdelkih pojavljati, to zdaj tisti, ki ste mogoče kadilci veste, drugi jih poznate pa oddaleč, ne? So se razvnemale, vsaj med nami kadilci, raznovrstne debate, ali so strašne te slikce, ali čemu so namenili, ali so gnusne ali ne gnusne. Kot vizual, ki me intrigira vse, kar je likovnega in te slikce so zelo slabo likovne, mislim, bistveno boljše fotke bi lahko bile, oziroma jaz sem celo si predstavljala, kako bi bilo, če bi stari mojstri ali pa nekateri kolegi moji slikari v različnih stilih to odslikali. Na kar sem začela prijateljem razglašati, to moj sin tule prisotni bo potrdil, ki je tudi on mogo to dosti poslušati, da jaz, ko bom velika, bom pa financirala in bom imela tak album za sličice, ne? Tako, ko smo zbirali nogometaše pa pevce pa to. In bomo mi kadilci imeli en razlog več v bistvu, da smo malo bolj razgledani, pa sem jih začela umeščati tele moje opozorilne sličice v razne kontekste, umetnostno-zgodovinske, pa sem se potrudila vedno napisati zraven avtorja, letnice in tako naprej. In sem trdila, da kadilci bomo tudi bolj umetnostno-zgodovinsko izobraženi, ker bo ta opis zraven. Na kar sem na srečo srečala eno gustosinjo Švedske, lansko leto v Majšperku, ki me spravila pamet in pa rekla, pa dokler boš ti dosanjala svoj denar pa sponzorje, zakaj pa ne uporabljaš Instagrama, se ga imaš, se tisto ti je, zalepiti noter sličice in tako, ta leva polovica možganov se odprla. In sem začela to objavljati na Instagramu v različnih oblikah, v bistvu zmeraj so fotografije in tako. Toliko jih je fotografij, kjer jaz v neko situacijo dnevno tako hipno postavim ta moja tobačni izdelek z opozorilom, najdem neko situacijo, ki se mi zdi zabavna, smešna ali pa obupna, kakorkoli že, nekaj mora biti zanimivega. Večina pa je potem nastala dejansko fizičnih kolažov in potem je prišla pa ideja, zakaj pa jaz zdaj ne bi naredila glih obratno, kot se dogaja, ker namreč prav v koroni smo skoraj vso umetnost spravili na internet, ne? Praktično prostori so bili zaprti, gledališča, koncerti, tudi razstavni prostori so bili zaprti in vsi smo si lahko ogledovali likovna dela, za katera trdim, da jih je nujno doživljati v živo, da ne govorim o drugih umetnostih sploh, glasba pa uprizoritvene. So se začele pojavljati razne razstave oziroma prezentacije tega po internetu, kar je čist v redu. Ampak v bistvu to opozarjam in tudi veste, ki vas je dosti ustvarjalcev, itak veste sami, da to nikoli ne bo nadomestilo živega stika z umetniškim delom. Torej, prav zaradi tega, ker smo bili 3 mesece nekako obsojeni samo na virtualni svet, sem jih jaz izkoristila res tako močno, da sem vse tiste, ki so bile nekoč tudi sam tako nastavljene, da sem slikala zraven ene knjige, recimo, jih spravila v glavnem res dost v tole fizično obliko in naredila ta obrat, iz virtuale vas zdaj prisilila, da ste sosedli v avto pa prišli to še v živo pogledati in se dotakniti in tako. Glede na to, da gre tu za dnevne zapise tvoje, po drugi strani je pa v vsakem kolažu ogromno tvojih misli, tvoje intime in to ne more nastati hipno. Zdaj tisti svoj svet vsi nosimo skozi sabo.
pride pač trenutek, ko daš iz sebe, ne vem, pesnik zapiše tako, tamle plesalka zapleše, jaz toliko izkušenj imam, jaz to počnem že, to jaz nisem začetnik v tem, ne, zdaj vsak umetnik bo povedal, da se vem, se smo zoprniki, rečemo, da ni nič tako, pač narediš, ne, nekomu, ko to ne zna. Ne, zdaj, kakšni odzivi so, recimo, si kupim delo, sobotno prilogo, vidim tam nekaj, kar me spravi na obrate grozno, ne, recimo, in se mi zdi, takoj bom tisto uporabljala, takoj, ne, ali pa vidim nekaj zelo lepega in tako. Zdaj, če govorimo o drugo so pa uni, tisti pa mu še kaj več, ampak ja, tile so rezultat, no, nekega mozganja, ki v bistvu pač eno uro potem režeš, pa sestavljaš kompozicijo. Pa se pojavi tudi samocenzura? Mislim, absolutno se je v štartu je nekako samocenzura, že od predmeta do predmeta, ne? Že da se omejiš da ostaneš pri eni temi, recimo. Drugač, ne vem, samocenzura v smislu nekih predsotkov, jaz jih nimam, res jih nimam, ne strahu, ne predsotkov, pred življenjem in mislim, da umetnost enostavno, mislim, kam bi pa prišli, če bomo zdaj umetniki se samo cenzurirali, nimam problemov ne z nobenimi, ja, oziroma ker imam velike probleme z negativnimi ideologijami, kot so fašizem in še kaj takega, od njih tudi govorim, ampak zelo odkrito, ne? Jih postavljam ob bok nekim drugim grožnjam, ker tile kolaže niso nič romantičnega, no, v glavnem govorijo o tem, da tako, ko smo eksplicitno naslovili tole nevarnost kajenja, kljub vsem trošarinam, ko jo damo državi, ki se jo dejansko zavedamo, vsi kadilci, ampak smo mi tisti, ki jo reguliramo, se mi je zdelo pa zanimivo mogoče čistko korelirati to z zadevami iz sveta, ki nas obdaja, od jedrskih groženj, ekoloških katastrof, res škodljivih političnih potez, rezov in cenzur, ne? Tako, verjetno pa ja, avtocenzura, vsakmu je, verjetno jaz o enih stvarih, ko jih ne poznam, ali pa ko so preveč globoko v meni, itak, ne vem, bi mogoče pod kakšno hipnozo, no, znala več, pa bi bilo zanimivo. Namenske ni samo cenzure, ne. Hvala. Je pa dejstvo to, da ko sem s tebe prvič spoznala, kar sem pri tebi opazila, je rdeča barva. In ne vem, vsaj nekaj mora biti rdečega, če ne rdeča pika, in ko si prije tvoje stanovanje kjerkoli in ta rdeča, to je dejansko tisto, kar nekako kljub sami, kot si rekla, sami tematiki, pa sami podobam, ki so lahko včasih strašljive. Ta rdeča barva v bistvu zgleda zelo pomirajoče, umirjeno, nekako tisto čustveno, žensko, ljubezen, polno ljubezni in nekako umešča se te podobe, tako da niso tako strašljive. Oziroma, marsikdo verjetno videl prvo rdečo barvo, pa nekaj črno-belega. Šele, ko gre gledati, vidi, kaj je lahko gor. Zdaj pa za konec, ki te pa jaz prosila, da malce razložiš, kaj smo povedali, neko skrivnost, da boš ti povedala, kaj ste, kdo ste, Kunsthause. Ja, tisto, ja, zdaj bo jih itak tule, no, pa bo Kunsthause familija. Tako je. No, zdaj pa mi, ki se tule radi brežimo, čakaj, zdaj moramo mi to povedati vse tisto, kar je bil namen, da spravimo tule noter. Številka 1, hvala Nordung centru za Dani in upravičil se je direktor, gospod direktor Dominik Kobold, ne? Ker sta sprejela tole na nek način spletko od kolegice Tanje in mene, ki pač mi ni treba dvakrat rešiti. To pa je prav to, da se v te krasne, res arhitekturno in tudi po obisku prekrasno obiskane prostore, kar je posledica tega, koliko se trudijo s programom in dejansko z informiranjem javnosti, spravili noter še ene veje, ne, glede na to, da je bila osnovna ideja Nordungova. Ta človek je, mislim, mi sploh pojma nimamo, nikoli ne bomo imeli, kakšne vizije je on imel. Skratka, on je leta 30 videl na koncu vesolja, če malo karikiram, in se nam je zdela zelo super to, da tudi upravljavci tega prostora gledajo vizionarsko in so bili pripravljeni na
ene nove pobude, ker namreč glih korona, stanje sem imeli dosti debat, glih korona mi je pokazala, kako je pomembno sodelovanje, mreženje, ne zapiranje v lastne vrtičke. Vsak od nas umetnikov ima svoj atelje in svoj vrtiček. Jaz sem zelo družabna, ampak hkrati tudi hud mizantrop, tako pod mesec puste v primeru, ker pač imam nekaj zadelati. Drugače pa vidimo, da je zelo škodljivo, če so posamezne veje umetnosti ali umetnost, gospodarstvo, šolstvo, da se to nekaj ostane vsak na svojem bregu. Ker namreč v bistvu s tem ostajamo potem vsak na svojem otočku in ko en otoček prizadene ena kuga, pa smo tam šipki, ne bo nobenega, ki nam bo pomagal, ker lačnemu nima kaj dan. In zaradi tega se nam zdi fino, da v bistvu v prostor, ki je v bistvu muzej, pa se bazira na raziskovanje in promocijo visokih tehnologij, podpira ga v bistvu tudi pod Ministrstvom za gospodarstvo, za kulturo, da se spravi noter še neke kulture in obratno, se konc koncev tudi v prostorih, ki so namenjeni strogo za kulturo, je zelo fajn, kadar imamo kakšne izobraževalne zadeve in tako, ker namreč ljudje se mešamo, ljudje se spoznavamo, nove stvari se odkrivajo. Midve so se spoznali kot umetnostna zgodovina, oziroma niti nisem vedela, jaz je tudi zelo poslovna ženska, ena umetnica in ena poslovna ženska. Ja, za eno darilce, tako, čist, in se je izkazalo preko, če se mi dve ne bi srečali, tudi tega ne bi bilo. Skratka, kako je to pomembno in spet kakor en kolaž. Zato se nam zdi fajn, da se to krepi in zato se načrtuje v bistvu še takih dogodkov, da tudi neka umetniška srednja se premakne mogoče iz enih galerijskih prostorov v druge in obratno. To, čakaj, pa je bilo pa še naprej. Zdaj pa Kunsthaus. No, zdaj pa tako, ko smo ugotovili tudi, da smo ranljivi, da če en drugega ne podpiramo, ni več. Ne moramo vsi na Rdečem križu živeti pa na socialnih podporah, ki tudi to morajo futrati, skratka moramo futrati mi. In jaz že nekaj let mi je čas, da sem pridružena članica tako imenovane Kunsthaus družine. Kunsthaus je pač en planet, recimo, tako v tem kozmosu, na tajni lokaciji v Rogaški Slatini. Njegov duhovni vodja je njegova svetost Zen, direktor pa moj dragi prijatelj Nani Poljanec, ljudski ustvarjalec, ki ga tudi mnogi poznate. In kot posamezniki smo res bili ranljivi in v krizi, in taki krizi, da v bistvu midva sva si priznala, da niti za čike nimava, ker jaz recimo, moja mama, če bi bila še živa, bi me bilo sram, da ji to povem, ki bi mi takoj rekla, sem ti rekla, službo bi si mogla dobiti, Ampak takali luftari, ko pač počnemo iste stvari, vidimo, da smo v stiski in začnemo razmišljati. V glavnem okviru Kunsthaus produkcije se odvijajo najrazličnejše stvari, od izdaje pesniških zbirk, gledaliških gostovanj, all over, z Beograda v Rogaško, v Celje, kakorkoli, že probamo širiti ljubezen, umetnost, lepoto. In meni je padlo na pamet, da mogoče pa lahko jaz zdaj tej svoji družini pomagam, edino z delom lahko, znarjem ne morem, in sebi tudi na nek način. Zato sem za to priliko pripravila serija omejena, limitedična serija, zdaj začetna je 66 komadov, zato ker 66 lepo razdeliš, pa lepo pofotkaš, pa lepa številka je. No, 33 jih je na voljo tukaj in so nekako namenjene, da vas povabim, tiste, ki želite, da postanete ne smemo govoriti o nakupu, ker to je zdaj še skoraj tabu, pa tako, pa kdo nas lahko gleda. Ne, v glavnem, skratka, tako kot da bi si vstopil eno majhno delnico tega vesolja našega kupli, in v zameno za to dobite eno to majhno umetniško delo in z izkupičkom mi poskušamo pač peljati naprej projekte. V tem letu bi nas čakalo še dosti lepih stvari za izvesti, od Beograda do še izdaje kakšne knjige, produciranje kakšne razstave in tako. Podpira se mlade neuveljavljene umetnike in tudi naš stare kozle, ampak
je pač en projekt, v katerega jaz ne znam verjamem, ampak verujem, ker verujem kljub svoji samotarskosti pregovorni v kolektivizem. In mislim, da je to hočno, tako, Sara je tule pesnica, je tudi del tega, tamle Barbara, no, Nani pa itak, Ksenija. V bistvu vsak prispeva mošček sebe, eden speče kremštite, drugi pa pesniško zbirko naredi, eni pa razstavo, ne. Ampak zakaj? Zato, da pokažemo, mi hočemo pokazati svetu, da je to tista pot prava. Tako, ko so leta 30 pa še prej z Bauhausom začeli, pa tako, v bistvu, da se svet zave, da ne moramo eden brez drugega, no? Da bi mogoče tudi visoko gospodarstvo se zganilo v tej smeri, da mogoče neke dobičke se ne vlaga vedno v nov razvoj in trošenje novih dobrin in ne vem, ustvarjanje, ne vem, kakšnih še novih letal, če imamo pa en kup nadarenih mladih glasbenikov, ki morajo preživeti in brez glasbe ne bomo preživeli, ne bomo, garantiram. In tako naprej, ne, brez slikarstva verjetno si še kdo predstavlja. Skratka, glejte, na mikroravni tega malega Kunsthaus planeta mi probamo narediti, ne bom rekla idealen, ampak en planet ljubezni in lepote. Tako, Borga boste videli enkrat z vašimi napravami. Hvala, Mojce, kot si rekla, mikroplanet in Platon je rekel, da smo mi ljudje sami mikrokozmos, sami v sebi v bistvu smo celo vesolje tega sveta. Za zaključek najlepša hvala, Mojca, tebi, hvala Tanja za drznost.